Dober večer, dobrodošli na pogovor o Trubarjevi hiši literature. Moj nocojšnji gost je Tomaž Svete, skladatelj, nedavni prejemnik nagrade Prešernovega sklada, tudi dirigent, tudi libretist, tudi pedagog, ker je pa toliko poklicev vse v eni osebi, vsaj tako sklepam po vseh prebranih intervjujih, ki ste jih dali zadnje in tudi malo več kot samo zadnje čase, torej tudi že v preteklosti. Gotovo se nam obeta zanimiv večer. Tomaž, za uvod, kot se spodobi, smo se malo ogrevali. Kaj smo poslušali? Poslušali smo dvojni koncert za dve violini orkester, godalni orkester, in sicer je igrala moja hčerka Lalita Svete, solistični part, pa Arkadij Vinokurov, njen profesor. Poslušali smo orkester Radijskih simfonikov Slovenije. Sicer je ta koncert pisan za Kijev po naročilu in sicer nekako tudi inspiriran skozi tragične dogodke v Ukrajini, ki seveda še nadalje trajajo. Naročilo je bilo tipično za ukrajinske razmere, torej pisal sem za 0 evrov, pa za veliko slavo, kar je pomembno so spet ideje. In je bilo delo najprej izvedeno tu pri nas, v sklopu Ražnega abonmaja, potem pa tudi skozi Kijevsko kamerato na koncertu v Kijevu. Ta koncert je bil potem res posvečen celoti moji skladateljski osebnosti, tako da bi mogoče Slovenci tudi sledili enkrat temu zgledu ali pa tudi ne. Odločila sem se, da bova na začetku začela tam, kamor se ponavadi v takih intervjujih niti ne seže. In to je najbolj v otroštvu, ali pa morda potem tudi v neko dobo odraslosti. Namreč nagrajenca želim povprašati o prvih simpatijah in zaljubljenostjo z glasbo in potem temu nekemu momentu oziroma nekemu obdobju, ko se prepustiš, ko veš, da je to ljubezen, potem pa spet verjetno neka faza, ko je pa res odločitev, ko je spet neke druge vrste, predvsem, če si predan glasbi in seveda tudi klasični glasbi. Potem spet na nek način odstop od pričakovanega do tega, da najdeš mogoče nekaj svojega. Ne vem, kako je bilo pri vas, vsekakor me to zanima, predvsem zato, ker podatek, da ste tudi dirigent, me je takoj napotil na to, da najbrž so vas že v otroštvu seznanili s tem drugi, da imate odličen glasbeni spomin in posluh predvsem, ne? Ja, torej začetki ustvarjanja, lahko takoj odgovorim. Prvi navdih pri 10 letih v Ljubljanskem barju, jaz sem namreč Ljubljančan, ki je zrastel v neki vasici nad Barjem. In sicer sem se zaljubil v sošolko in potem se je zgodilo in sem bil sam seveda, mi je prišel navdih. In to so začetki glasbenega ustvarjanja, ampak težko bi rekel, da so takratni začetki. Saj ni bil tisti navdih pravzaprav nekako neutočilen, ampak že rojstvo ali pa tudi prednatalna faza, vsa ta pogojenost, recimo, tista idila, neke vasice, zvoki, barve, karkoli že bilo, narava, ki je bila tako pomembna in tako pomembno vplivala na mene. In seveda tudi, recimo, ne vem, neke vrste občutek, ki je moral biti že od rojstva naprej, ampak najbrž vsak človek sebi doživlja kot nekaj edinstvenega in verjetno čuti, vsaj kot otrok, na nek magičen način se skupaj doživlja. Na nek mističen način, vse karkoli se dogaja, če lahko še zelo profana zadeva se mu tako razkriva, najbrž tudi vi to veste, a pa ste vedeli, ko ste bili otroci. Seveda nas pa potem vzgajajo skozi cel proces, da smo pridni državljani in seveda počas moramo to zapuščati. Zapuščati tisto fazo, ampak pri nekaterih pač to najbrž ostane, gojimo naprej in smo umetniki. Potem pa seveda se je dogajalo tako, da jaz nikakor nisem bil iz glasbene družine. Sem pa zelo lepo pel, imel seveda zelo lep posluh
In se znal tako že pri približno 10 letih, sem pel na šolskih proslavah, neke ruske pesmi, samospeve na Puškinova besedila v ruščini, v originalu, vse po posluhu, vse enostavno po navdihu in pri 9 letih napisal svoj prvi sonet v Puškinovem slogu, nekako filozofsko naravnan, pri 10 začel ustvarjati in seveda glasba je počasi kapljala v mojo dnevno sobo. Tu in tam so starši kupili kako ploščo in to bilo razodetje. In potem seveda je bilo spet neko dekle, bil je izlet v Rim pri 15, v prvi gimnaziji in tam je tisto dekle, ki pa mi je bilo naklonjeno, ampak jaz sem še premlad za karkoli, mi je reklo, gled, če pa ti skozi produciraš, skozi ustvariš neke simfonije, poješ neke simfonije, ti imaš zdaj v glasbeno šolo, ti se moraš učiti klavirja in teorije, če hoče biti skladatelj. In to sem seveda sem poslušal. Potem se zaljubil v klavir, čez leto in pol igral virtuozne skladbe, javno izvajal, zelo lepo izvajal pa je. Potem pa je seveda pri 20 sem se vpisal v kompozicijo in se je pač zgodilo. Nekoliko kasneje potem prišlo dirigiranje, tudi en tak dosti logičen študij, kajti vsak skladatelj mora nekaj biti seznanjen tudi s področjem dirigiranja, vrsto partitur prebereš, se seznaniš z njimi, glasbo še z nekega drugega zornega kota spoznavaš. In potem je za diplomo rekel moj profesor, mogoče ni bil takrat idealen profesor za mene, sem še potem na Dunaj študirati, ampak kakorkoli je imel en genialen predpis, ko je rekel, ti ne boš komponiral za diplomsko delo, ne boš pisal simfonije, kar sem si srčno želel, ker sem bil zaljubljen samo v inštrumentalno glasbo in do oper sem čutil averzijo in bom povedal tudi zakaj, ne vprašate lahko, ampak je rekel, ti boš pisal opero, ker imaš talent, ker imaš lirični talent, imaš talent za dramatiko in danes pri nas je redko kdo sposoben pisati opere in ti jo boš napisal. In sem jo tudi napisal za diplomsko delo. Pardon, ja. Ne, kako ste bili stari diplomsko delo. Tako, ja, Kralj Markus, novela Cankarja, libreto sem se sam naredil, torej to sem bil že tudi libretist. In potem bi se ta opera morala izvajati v okviru operne šole. Ondina Oter že naredila režijsko knjigo, pa je rekel dirigent Milivoj Šurbek, to je pa prepomembno za Slovence, to gre na televizijo. Zato, ker sem kot mlad človek potem debitiral nekako z svojo televizijsko opero. Ta opera je druga televizijska opera v slovenski zgodovini, potem pa nobene več ni bilo nikoli. In sicer je to ena redka praksa snemanja opero za televizijski medij. Ne mislimo zdaj recimo snemanje kot prenos neke operne predstave, kot prenos nogometne tekme, narobe. Torej ustvarjati neko opero kot avtonomno delo za ta televizijski medij. In jasno, tukaj več potem poti ni bilo nazaj. Glede na to, da ste tudi pedagog, pa da ste že sami omenili, da je hčerka Lalita violistka. Ja. Kdaj se pri otroku že prepozna, če sami pri sebi na to vprašanje ste odgovorili, zelo skromno, ne? Kdaj se zares prepozna, da je nekdo izjemen? Koliko je pomemben talent po vašem mnenju in koliko je potem tudi to, kar sva prej se pogovarjala za boljši izraz, ampak ga ni vežbanje. To se pravi ta neka tlaka, ki pač je rutina vadbe. Ja, torej kakorkoli, omenili smo dva parametra, talent, kar je seveda absolutno najpomembnejše, in vežbanje, so pa še mnogi drugi parametri, ki so usodni. In seveda se je hčerka rodila že v družino glasbenikov in tu seveda ne moreš dosti razmišljati, ubogega otroka daš v mučenje, v glasbeno mučilnico, če hoče sploh na violini, ker nekako bila njena želja uspeti, možda že pri 4 letih nekomu, mora že pri 4 letih prijeti v roko violino. Seveda potem otrok zelo hitro napredoval, muzikalna je bila neverjetno in potem je začela že dobivati, hitro pobirati prve nagrade, ki še zdaj visijo diplome na mariborski glasbeni šoli. In potem je rekel neki ukrajinski violinist, pravzaprav ta razpečenje je bil, če sem odkriti, da je rekel, gospod Svete, vi ste glasbenik, vi boste morali zdaj nekaj narediti za tega otroka. Torej, ruska šola. In seveda smo potem, torej samo ruska šola, ki v principu prinese uspeh, več ali manj, seveda so tudi izjeme in seveda smo potem iskali pedagoga, dolgo iskali, letos z avtomobilom od Poncija do Pilata, od Zagreba do Luksemburga
In končno smo pristali potem na Dunaju in sem potem upisal v glasbeno gimnazijo na Dunaj pri njenih 12 letih, tam je tudi maturirala in seveda zdaj študira na inštituciji Musik und Kunst, trenutno pri Borisu Obrovcinu. Njen dolgoletni profesor pa bil ravno Arkadij Vinokurov. In seveda violina je izjemno občutljiv inštrument, kot sem že rekel. Predvsem, kot sem rekel, ruska šola, tukaj so stvari pedagoško najbolj izdelane, kar se zadeva psiho, ampak tudi fizis. To je izjemno pomembno vse skupaj. In seveda so različni pedagogi, različni profesori. Ruska šola recimo ima sistem, tista železna sovjetska šola, oni imajo 200 milijonov, 2000 jih gre skozi, 2 preživita, pa greste naprej in ta 2 imate potem uspeh. To je recimo en model. In so profesori, ki potem seveda izvajajo drill in tudi zahtevajo samo ta in ta program. In skozi ta isti program morajo iti vsi. Njen profesor je bil nekoliko drugačen, je bil bolj zahodno, bolj liberalno usmerjen in za vsakemu učencu dajo tisto skladbo, ki ustreza njegovi psihi, ki je pomembna za njegov trenutni razvoj. To so zdaj torej tudi razlike med šolami in to je pač ena zelo občutljiva tema. Kot rečeno, otroka daš mladega, meni niso dali, pa hvala Bogu, zato sem zdaj skladatelj, tudi ne bi hotel iti takrat pri tistih letih. In zdaj seveda je hčerka na pravi poti, ampak tukaj so potem še druge stvari, ni samo virtuoznost, ni samo sposobnost igranja melodije, ampak tudi zorenje. In to je pomembno, zdaj ko seveda na akademski ravni igra komorno glasbo, to je pomembno. Pa igra tudi v orkestru, pa kot solistka z orkestrom. Pa ne samo to, pa recimo je maturirala iz teologije, iz veronauka, na tak zelo skoraj že filozofski način. In to imela 5 let latično, to vse stvari, ki prispevajo k nadaljnemu zorenju in šele potem si lahko en polno kar umeti. Če vas prav razumem, izpostavljate poleg naravni tega, kar prinesemo recimo da po krvi, ne? To se pravi talent in vajo, zdaj potem imamo tretji, to se pravi pravilna izbira pedagoga in pedagoških prijemov, primernih za vsakega posameznika in za verjetno cilj, ki si ga zastavimo. Potem imamo pa še druge, ne? Tekom pogovora pač te alinejce zapisala oziroma izrekla, ker najbrž je veliko dejavnikov pomembnih za uspešnega glasbenega umetnika. Pred dnevi sem poslušala glasbeno oddajo na Radiu Ars in je Luka Juhart, profesor in predavatelj za sodobno glasbo in predvsem harmoniko na Akademiji za glasbo, izpostavil, da študentom rad pove, da vsak slog in vsako obdobje je pomembno, da je treba pač vse to poznati, če si izvajalec. Predvidevam, da je to šlo predvsem za študente instrumentov. Ta izjava, moram reči, da me nekako mene kot neglasbenico, človeka, ki ni glasbeno izobražen, sploh ne klasično glasbeno izobražen, ampak prihajam v bistvu na koncerte sodobne klasične glasbe, čisto iz nekih drugih porivov, vzvodov, in to je Radio Študent, in mi je to res zanimivo. Se mi zdi skratka nepredstavljivo, da je treba tako nagovarjati študente, kar pomeni, da predvidevam, da ni popolnoma, ali pa da je malo kdo zares zainteresiran za sodobno klasično glasbo. Po drugi strani slišim velikokrat, to bom rekla pa tako bolj v različnih kramljanjih in pogovorih po koncertih, ali Cankarjevem domu, v Slovenski filharmoniji in tako naprej, da mnogi tudi profesionalni glasbeniki raje izvajajo klasiko, to se pravi, do sodobnosti nekako jim okus, srce ali karkoli ne pride ali pa ne stopi. Pa tako bom rekla precej odpora, da to pač povejo, da ima neke zapore. Seveda tudi to vprašanje, zdaj, ko ga zastavljam, zelo kompleksno, zato ker tukaj je več dejavnikov. Ali ti res neka določena izvedba ni všeč, določene delo ni všeč, ali neka splošna averzija. Na to malo cikava ali pa malo špekulirava v tem vprašanju. In sicer, glede na to, da ste vi skladatelj, torej ustvarjate in kar vi ustvarjate, predvidevamo, da če ne drugega je, ker danes nastajajo sodobno,
ste predavatelj, imate stik s študenti in ste, čeprav živite na Dunaju in predavate v Mariboru, ogromno na koncertih in na dogodkih tudi v Ljubljani in še seveda drugod po svetu, ko me zanima in torej spremljate. Kako na to gledate vi? Kaj se vam zdi? Kaj vi prinašate iz vseh teh virov? Kak je vaš vtis o odnosu do sodobne glasbe? Jaz veselim. Jaz bi vas sam prosil, če me lahko malenkost potem usmerjate, če se bom kaj izgubil, če bom kaj pozabil povedati. Najprej bi se dotaknil te izjave Luke Juharta, potem bi mogoče prešel na svoje izkušnje, lastne izkušnje in šele potem mislim, bo publika lahko dojela tisto, kar hočem povedati glede sploh položaja v današnji sodobni glasbeni sceni. Tako da bi bile to te 3 točke, pa vas prosim za pomoč. Zdaj pa najprej izjava Luke Juharta. Jaz bom rekel takole z enim stavkom. Meni se zdi, glede na informacije, ki jih imam, pa na moje mnenje, ta izjava pretenciozna. Pa bom tudi razložil, zakaj. Luka Juhart je harmonikaš, igralec na harmoniko. Harmonika je vrlo deficitni inštrument. In harmonika nekako se uveljavlja šele, če pustimo seveda tisti zabavno glasbeni žanr ob strani, kar študente verjetno tudi ne zanima, se ukvarja tudi s sodobno glasbo in harmonikaš je šele zdaj dobil priliko. Je vrsta skladateljev, ki piše za njega, recimo Levič, pa Rojko in podobni. Tako da je že tu sumljivo, da on, če nagovarja mogoče splošno študenta akademije, da je to še razumel. Če pa nagovarja svoj razred, pa tega sploh, te izjave ne morem več razumeti v tem smislu. Seveda je pomembno gojiti vse sloge in predvsem današnjo in sodobno glasbo. Zakaj? Ker midva se zdaj pogovarjava. Hic et nunc. Vi se zdaj pogovarjate z nekom, kakršenkoli ta skladatelj je dober, slab, ampak zdaj tu vam nasproti sedi skladatelj, živ. In zdaj se dogaja stvar. Tisto, kar je bilo pa pred 50 ali pa 100 ali 200 leti, je samo še historičnega pomena. Je pomembno gojiti tradicijo in tu dam jaz absolutno torej prednost sodobni glasbi in prednost sedanjemu trenutku. Ne pa seveda samo vprašanje, kako bomo mi ta sedanji trenutek oblikovali. To se mi zelo pomembno in zdaj bom takoj povedal, da tudi recimo danes je dobesedno tako, da če nek skladatelj piše za harmoniko, je že avtomatično sodobni skladatelj, je že avantgardni, ker je to moda. Pa ne, nimam nič proti harmoniki, pa proti pisanju harmonike, samo to pravim. In seveda je tudi nek v Sloveniji zaznavam tisti trend, kot je tudi se zdaj že v Avstriji do kraja veljavno, te bom še kasneje povedal, če me boste vprašali, ampak trend je nova nemška šola, ali pa, bi rekel, nemška kompozicijska šola, bomo rekli temu tako, avantgardne smeri, avantgardne usmerjenosti, ki je znala zmeraj izključevati. Torej, tisto, kar je meni pomembno, današnji trenutek ni samo ena ideologija, pa ni samo ena šola, ampak je celotna pahljača vsega, kar se danes dogaja in torej nek pluralizem stilov. In seveda nekateri smo bolj konzervativno usmerjeni, drugi bolj napredno, ampak vse to so pojmi, ki so izjemno relativni. Tisto, kar mene moti, je torej še enkrat, da bom to načel, je Adornovska zmota. Ne vem, koliko ste z njim seznanjeni, ampak Theodor Adorno je bil filozof, je tudi estet. Theodor Adorno je pač usodno zaznamoval estetiko in glasbeno razmišljanje 20. stoletja, predvsem v nemškem prostoru. In namen vsega tega, te ideologije v principu prevlada novo nemške šole. Adorno je bil učenec Albana Berga in je seveda pisal o Bergu, pa seveda o drugi dunajski šoli, kot o nečem prevladujočem, kot o nečem izključno, bi rekel, kvalitetnem, vse ostalo prenegiral. Recimo Adorno, jaz sem Adorna, seveda, pravi sem polagal izpite sociologije glasbe na Dunaju, v okviru magisterija, sem študiral Adorna in recimo on dobesedno piše o Stravinskem, Igor Stravinski, verjetno nek pojem, piše o Himmelritu, da so to samo cenjeni aranžeri, da so to neki, bi rekel, kot neki ptiči, ko ne moglo opletajo skrili. To so neki stavki, ki jih lahko zdaj še na pamet se spomnim po 30 letih iz te Adornove knjige Uvod v sociologijo glasbe. In to je seveda tisto, kar je moteče. In seveda druga dunajska šola je danes nek relikt, to ima povsem samo še historičen pomen, za današnjo avantgardo je to stara glasba, tako kot je stara glasba Bach in Mozart in nič več, ali pa renesansa. In seveda so se še zdavne druge struje in druga struja nastopile na mesto tega
te elitne pozicije, tega elitnega piedestala sodobne glasbe. Torej, samo eno velja, ostalo se izključuje. In to je značilna tendenca v nemškem prostoru, ki od nekdaj bil v tem smislu agresiven in izključujoč. Jaz sem pa vendarle sem tudi veliko imel izved na Nizozemskem, pa v Franciji, pa na Češko-Slovaškem, pa še marsikje, in sem tudi pol leta predaval v Ameriki. In seveda Američani gojijo povsem drugačen pristop. Pristop v tem smislu, da recimo bi rekel en Nemec, en nemški muzikolog ali pa en kritik bi rekel, ja, moj dragi, veste, tole se mi pa ne dopade. Das war ein kompositionstechnisches Vergehen. To je bila kompozicijsko-tehnična napaka ali pa kakšnakoli že. Medtem, ko sem Američana vprašal, ko sem zaključoval svojo opero Kriton, ki sem opisal za tekmovanje, sem rekel, ti, ko mi eno skladbo predvaja, kako si ti do tega prišel? Je rekel, fuck off, I don't know. In sem rekel, super, to, odlično. In neka ameriška sproščenost, poleg tega, da smo mi seveda zelo seriozni ljudje, se to je jasno, ampak tu gre predvsem v tem smislu neke nemške šole za en zelo tog princip, za zelo toge principe, kjer je zdaj vprašanje, koliko je to še umetniški akt in koliko ni, ja, dobro, larpurlartizem ali pa tehnika in tehnologija sama po sebi. Ampak zdaj to poudarjanje kompozicijske tehnike, na katerem tudi jaz gradim v smislu popolnosti umetnine, ampak vendarle, so stvari pri meni, ki so prevladujoči, ki so nad tem. Kot sem rekel, torej to, v tem smislu, se upravičujem, zdaj sem pa pozabil, kaj sem rekel, kaj je bil prvi stavek. Mislim, da želite še izpeljati naprej misel o tem, koliko je zainteresirana, bom rekla, mlada populacija, ki je posvečena glasbi, ampak koliko je potem zainteresirana za sodobno klasično glasbo. Ja, razumem, ok. Ampak se vas dobili ni, če vas vprašam. Ne, to kompozicijska tehnika, ta prevlada kompozicijske tehnike, pravim, to je zdaj tisto, kar je moteče, ker je še nekaj več, ker je recimo izraz, ker so še stvari, ki imajo, ne bom rekel religijo, ampak vrednost religije, nekaj tudi vrednote na filozofskem nivoju in tako naprej. To je pomembno. Glede mlade populacije pa tudi tako. Bom kar govoril enostavno iz svojih izkušenj. Jaz sem šel skozi vse te faze, jaz sem šel v smislu perfekcije umetnine, sem šel skozi fazo recimo serializma, skozi soočenje s serializmom, s vsemi temi ideologijami, tudi z Adornom sem se ukvarjal, tudi Adorno je nekaj časa imel oblasti in sem to seveda potem prišel. In sem potem vsa ta svoja dognanja, vso to radovednost, to odprto za današnji trenutek, za sodobne stile, prenašal potem tudi na mlade generacije. Začel sem učiti kompozicijo na konzervatoriju Karl Preiner, imel sem kar nekaj študentov, ampak spomnil sem nekega Avstrijca. Ta Avstrijc je bil človek z ceste, dobesedno, koliko se je drogiral, koliko se ni, ne vem, da je igral električno kitaro, ampak veste, kaj se z njim zgodil. En mesec puka pri meni, in on je že pisal serialno in on je začel mene seveda posnemati in je v Café Hummel, to je neka kultna kavarna v 8. kraju, je potem pač tudi on preživljal noči do 3 po noč, dokler je bilo to odprto in me enkrat poklical, enkrat me je zbudil z posle, se mora iti z njim v kavarno, je rekel, da ima hud problem in da ga ne more rešiti. In potem je nekdo naročil neko tunino in on vprašal kelnerja, koliko pa stane ta tunina? Je rekel 49 šilingov. Je rekel, to na 4 pa 9 v 12-tonski vrsti in je bil problem je rečen. Skratka, toliko daleč je šlo, toliko sem znal ljudi okužiti, toliko vplivati na njih v tem smislu tudi odprtosti in tudi recimo avantgardnosti. Ko sem prišel pa seveda v Maribor, sem jaz uvedel. Sicer tega predmeta ne bi bilo, takrat je to bilo možno. To je na pedagoški? Na pedagoški, ne, akademija ne, ni več, je fakulteta. Na pedagoški fakulteti. In sicer sem uvedel glasbo, kompozicijsko tehniko 20. stoletja. In ne boste verjeli, odpor je grozen, ta glasba je grozna, 20. stoletje je grozna, ampak veste, kateri je njihov najljubši predmet? Ravno ta. To so študente torej absolutno sprejeli in ja, v tem smislu seveda sem vesel in ponosen.
Ampak tam verjetno, no, se to mislim, da je tudi pravi trenutek, ne da povprašam, kako je na slovenskem, to bova kasneje. Bova raje zdaj malo zadihala in prišla tam do vas in do vašega ustvarjanja. Ker ravno to, kar ste zdaj omenili, mislim, da je pa tudi istočnica za to, da nam poveste, kako vi ustvarjate. V intervjuju ste rekli, da ustvarjate lahko kjerkoli. Ko predavate študentom, jim predavate tudi o tem, kako se zgledujete kako je možno se zgledovati pri naravoslovju in predvsem fraktalu. A nam lahko nekaj več poveste o tem? Konec koncev ste že sami omenili tudi, da imate afiniteto do zapisane umetniške besede, torej da ste na nek način tudi literarni ustvarjalec. Se tudi odločite, da ste tudi libretist. Seveda nekaj od operi bo potem tudi še kasneje, ampak zdaj čisto tako, kako to pri vas nastaja? Ja, nastaja zelo spontano in nastaja cel čas. Mogoče sem imel nekakšne probleme samo takrat, ko sem bil še študent kompozicije, nisem imel dovolj rutine in dovolj izkušenj, da bi lahko stvari takoj prelil v tej obliki na papir. Res pa je, da potem je šlo tudi za nek osebni razvoj. Zdaj seveda nimam nobenih problemov z ustvarjanjem. To ustvarjanje res gladko teče, ideje enostavno preveč časa, da bi to zapisal premalo. Ampak, kot sem rekel prej, zdaj sem tudi našel nit tam, ker sem se zgubil, da sem bil torej izjemno usmeren v neke določene sisteme, da sem šel vse skozi, ampak potem prišlo do nekih določenih življenjskih izkušenj in sem napisal recimo Requiem, napisal sem opero. In potem sem začel pisati glasbo, ki se ne ozira več na to, ki je povsem brezbrižna do najnovejših strujenj. Zakaj bi pa moral te najnovejše strujenja kakorkoli snemati, zakaj ne bi sledil svojemu notranjemu glasu? Torej, slediti svojemu notranjemu glasu, to je zdaj seveda moj kredo. In kot rečeno, ustvarjam lahko kjerkoli, ker ustvarjam brez računalnika, ki ga seveda sovražim, nekaj pač moram sovražiti, bolje računalnik kot ljudi. Imam pa ta privilegij, da lahko ustvarjam recimo ob obali, da lahko ustvarjam na drevesu, na sprehodu, ne vem, kjerkoli že. Kjerkoli že ti pride nasproti glasbena muza. To je čist taka, bi rekel, tehnologija ustvarjanja. Seveda pa potem pride obdobje, ko je ustvarjanje podobno neki obsedenosti, neki strasti. To je pa podobno kot ljubezenska strast. Ko me čakaš, da boš ti svoje drago videl in ne možeš več zdržati niti trenutka in ravno tako je, ko greš pisati in ko pišeš. In potem pišeš tudi po 10 hkrati, recimo na dan, odvisno. Ne? Zdaj si tega močno želim, ker sem utrujen že od vseh teh nagrad in časti in čisto lično ustvarjam. Že kar malo hudo, ampak se bo prišlo kmalu, upam. In seveda, zato pa je potrebna kondicija. Kondicija, fizična kondicija. In seveda, mi vemo, da smo zmeraj lepši, zmeraj bolj sivi, ko se gledamo v gledalo, šarmantni so zmeraj bolj, ampak seveda so tu bolj tudi določene omejitve in človek bi rad pa le veliko ustvaril, veliko naredil in to čim dlje traja. Torej, rok trajanja podaljšal. Zdaj, za to ni problem, to je v glavi se itak še preveč dogaja, problem je fizika. In v tem smislu seveda sem se zakril pri tam enih 55 letih, ko začel trenirati karate. To sem želela reči. Ja. To ste izvežbali telo do konca. Kar moram reči, ja, torej nekako črni pas se nasmiha, ampak se mu treba še malo potruditi. To je še tista zadnja stopnja, tako da pridem do enega nivoja, ampak to je seveda celoživljenjski proces, isto kot komponiranje. To je do 100 leta, to je tudi filozofija, to je tudi način življenja in gre krasno z roko v roki, seveda z skladanjem tudi, ampak karate mi je tudi postal še nekoliko premalo in sem vključil še tajski boks, tako da seveda razne študente z fakultete srečujem in pač, ja. In se pravim, kondicijsko seveda nikakor ne zaostajam za njimi nasprotno. Sam da izdelam 2 treninga na dan, oni pa enega, to je tega pa ne bolje, da ne vedo. Ampak kakorkoli že. Torej tudi ta del je seveda zelo pomemben, pomembni so razni hobiji in seveda zanimanje, vi ste vprašali, razni fraktali. To me je začelo obsedati nekako naravoslovje z tega stališča, absolutno. In potem seveda načelo zlatega reza. Načelo zlatega reza pri Bartoku, to je vendar zakon, to moji študenti obvladajo Fibonaccijeva števila. Lepo vas prosim, ne? In vsaka skladba, seveda, če naj deluje zaokroženo, je grajena po načelu zlatega reza. Poslušalec, laični poslušalec tega ne ve. Ne bo razumsko tega prepoznal, začutil pa bo. On bo točno čutil, da si ti prav, da si uporabil prave proporcije. On bo to začutil, nagonsko bo začutil, samo od sebe.
In to je tisti, bi rekel, tista dodana vrednost pri komponiranju, ne samo zlati res, še marsikateri detalj, ki bi ga lahko tudi spustil. Bi rekel, gremo naprej, pa naredimo to mečkem bolj površno, nihče ne bo pazil, ampak ravno to so te finese, na katere polagam veliko pozornosti in vem, da se to poslušalca tudi dotakne na način, ki ga on ne more razložiti, niti jaz. Ja. Morate razumeti, da se mi zdi, ta pot, ki ste opisali, nujno potrebna zato, da to, kar zdaj izrekate, da vam še bolj verjamemo. Namreč niste vstopili takoj v svet čustev in prepričanja, da vse, kar je, mora biti iz vas in tako naprej, ampak ste prihodili to pot in na lastni koži doživeli. In ste tudi rekli, zdaj vas bom pa citirala zato, da vas zbodem tam, kjer se je pogovor končal, pa se mora še nadaljevati za Delo letos, objavljeno 1. Februarja letos, novinarju Petru Raku. Eksperiment zaradi eksperimenta zavračam. Prav tako sterilni intelektualizem. Če si želim kaj takšnega, grem raje brati filozofsko razpravo. Zame so čustva zelo pomembna, ste poudarili, pa meni tudi takih malih komunikacijah v tem času poudarili idejo, da vas pravzaprav zanima ideja. Zdaj vam dajem iztočnice. To, da nam poveste tisto, kar pravite, da vas zadnje čase najbolj prevzema. Se pravi, ko govoriva o idejah, govoriva o tem, da nekatere skladatelje zanima, kako bo skladba izvedena, kje bo izvedena, seveda vse to je tudi pomembno, ampak vi pa vsakič znova ste se vračali pri vsakem pogovoru na ideje. Ja, seveda, hvala lepa. Jaz bi lahko rekel tako, da imamo danes situacijo neke etablirane avantgarde ali pa tudi recimo skladateljev, ki razmišljajo izjemno pragmatično in so tudi izjemno uspešni. Pota so utečena, seveda ni vsakmu dano, vsak tak klub še zdaj ni sprejet, ne? Ampak kakorkoli že. In točno vemo, kako je treba komponirati, če hočeš danes uspeti. In tu so pač določene mantre, določeni recepti, določene zapovedi. Rak je tudi rekel, v umetnosti danes je intelektualiziranje zelo prisotno, negiranje čustev. Če ti skušaš govoriti o čustvih ali pa izražati, to že staromodno. Ampak k temu se bom vrnil še mečkano kasneje. In seveda v tem smislu to, kar sem hotel reči, sem rekel, potem jaz rajši, namesto da uporabljam nek recept, nek sistem, kot bi ga je moj drugi stanovski kolega uporabljal, pa na zelo poceni način intelektualiziral, jaz rajši torej poslušam en svoj notranji glas, eno svojo idejo, govorim mogoče ali pa razmišljam o večnosti, o neke vrsti novi religioznosti, ki ni zelo opredeljena, pač čisto na umetniški način, o nekih drugih vrednotah, ki na nek način so v glasbi prisotne in prepoznavne. Ampak to poceni intelektualiziranje, za katerega se potem skrivajo določeni skladatelji, to je pa za njih samo neka vrsta začetna znamka ali pa znamka za uspeh. Namesto tega intelektualiziranja sem rekel, jaz rajši preberem filozofsko razpravo. In zdaj bom tudi takole rekel, dve vprašanji, ki boste zelo provokativni, tudi za publiko kasneje seveda. Najprej, zakaj glasbeniki, ki so vendarle na mnogih področjih intelektualno ubogi, se zatekajo k intelektualiziranju? Torej, to mora biti zdaj neka zelo poceni poza, en način. Na drugi strani pa tudi vprašam tole. Kdo bo šel poslušati Slavoja Žižka in njegove filozofske razprave? A bo on napolnil Linhartov dvoran Cankarjevega doma? Seveda je že in bo zmeraj. Kdo pa bo poslušal skladatelja pa dirigenta, ko bo filozofiral? Koliko dvoran bo pa on napolnil? Mislim, da nihče ne bo prišel. In to se mi zdi zdaj zelo simptomatično, da je v 20. stoletju skušala umetnost, pa rečemo rajši glasba, seveda. Vi ste dali tudi en odgovor na moje prvo. Zito. Ja, okej. Ja. Ne, kar nadaljujte. Ampak sem zadala odgovor na moje prvo vprašanje. Okej. Ja, in bi rekel, da se neke stvari danes v 20. stoletju, že po drugi svetovni vojni negirajo, kar je po eni strani logično. Logično je zaradi travm druge svetovne vojne, to sicer vemo, ni pa logično nadaljevanje tega trenda. In tu se mi zdi dosti nekega modnega trenda.
recimo skladatelji, operni skladatelji, današnji, recimo ti, ki imajo uspeh, pravzaprav ne piše niti več oper, kot jih jaz pišem, ampak so to, ne vem, karkoli že, nekaj, kar naj bo čim manj razumljivo, to je v nasprotju z humanističnim idealom, ker tekst mora biti razumljiv in glasba naj bi tudi nagovarjala ljudi. Ne bi jih nagovarjala, ne bi zapirala poti, ne bi zapiral poti sam do sebe. Torej, ne delal neke barijere med seboj in publiko. Ampak spet smo tu pri tej nemški šoli, kjer so seveda se zdi, da ti niti publike ne potrebujejo več. Ampak so sami sebi namen. Če pa zdaj ta umetnina toliko vredna in recimo umetnina nekoga drugega, ki nagovarja publiko, toliko nič vredna, to pa so zdaj stvari, o katerih ne moramo kar tako enostavno soditi. In to so spet stvari, katerim se zmeraj znova vračam, ravno zaradi tega našega aktualnega trenutka. In se mi zdi, da recimo v Sloveniji gremo v to smer, in zdaj smo že tukaj pri recimo Luka Jukart, ga cenim Uroša Rojka, cenim Žuraja, cenim vse. In je super, da se v Sloveniji dogaja sodobna glasba. Bojim pa se, da ena struja skuša prevladati in negirati vse ostalo. To je v tem negativni razvoj, ki je že dosegel svoj vrh v sosednji Avstriji. V sosednji Avstriji imate festival Wien Modern, če ti ni na Wien Modern, te pravzaprav na tej sceni ni. Klangforum, in ti moraš pisati specialno za Klangforum, to je pač ansambel, če te tam ni, te ni. Potem je v Evropi recimo ansambel Modern, ansambel Contemporain, in tako naprej. Skratka, cela vrsta festivalov je seveda ena politika, precejšnja industrija, ki stoji za tem, in tisti, ki je dovolj spreten, se lahko seveda priključi na ta vlak. Ampak situacija v Avstriji potem taka, da imamo 5 skladateljev, na prste ene roke jih bi lahko naštel, kakorkoli že, ki se izvajajo ne samo v Avstriji, ampak povsod po celi Evropi, v nemškem prostoru, na veliko. Mogoče, če se izrazim tako v smislu nekega darwinizma, imamo torej leve, potem je še 20 čakalov, okrog njih pa hien, ostalih 100 pa vegetira, ostalih 100 pa ne pride več do izraza. To je situacija, ki je že dosežena v Avstriji. In tisto, kar mene moti, je enačenje kvalitete komponiranja s stopnjo avantgardnosti, stopnjo naprednosti, slogovne ali estetske naprednosti. To, kar se seveda tudi kot neke vrste nasilno sredstvo uveljavlja, to je tisto, kar mene moti. Mogoče sem preveč polemičen, se vprašujem. Ne, nasprotno, vas sprašujem, če je tudi to tisto nadaljevanje, ko ste prej rekli, naj vas spomnim, da bi radi povedali o trendu nove nemške kompozicijske šole, to je najbrž to. To je to. Pa zdaj pa, ker je že drugič, ko vas hočem to vprašati, vas pač moram, da moram čakati še naprej. Vsiljuje se nam vprašanje, glede na to, da ste prej povedali, kako doživljate ameriško sceno, ali smo prvi bližnji sosedi Avstrije in temu prostoru in tudi mi sledimo temu vzorcu. Mislim, da ne. Mislim, da kulturno gledano, kakorkoli že Slovenija za samo Avstrijo ni veliko povezana, že zaradi zgodovine same. Mi smo se od monarhije odcepili že, imamo neke vrste relativno samostojno od leta 1918 in takrat se sigurno že prekinila ta vez. In po drugi svetovni vojni tako, kar pogledajte, koliko otrok zna nemško, mogoče zdaj nemščina bolj aktualna. Mislila sem... Ne vem. Ja, pardon, kaj povete? Ne, mislila sem seveda čisto na... Ne, saj je... Na sodobno... Vem, ampak to so stvari, ki so povezane. Ki so izjemno povezane. Ja, nisem govoril nekje na okrog, ampak so te stvari povezane, imajo en svoj smisel. In se mi zdi, da je mogoče, ne vem, kam smo mi Slovenci kulturno usmerjeni. Mogoče zelo bolj na zahod kot v Avstriji pa v nemški prostor. Ampak, kot rečeno, je seveda tudi vrsta naših kolegov študirala v nemškem prostoru. Seveda ta spoznanja pridejo sem presajati in to je tudi čisto v redu. Mene tudi po eni strani boli, da se ne izvaja v Sloveniji kakšnega Schönberga, torej druge dunajske šole, Weberna, Berga, kdaj smo pa to na zadnji šli slišati, tudi na komornih koncertih tega ni. Mi imamo recimo v Slovenj-Gradcu Huga Wolfa. Zdaj pa sem vprašanje, kaj bomo mi storili. Avstrijci bi za kogarkoli že svetovno znanega bi rekli, ja, njegova ne vem kjera teta v levem kolenu je bila Avstrijka, to je on naš. Mi pa se nočemo z Hugom Wolfom, ki je bil vendar volk, pa vendar slovenskega rodu identificirati,
oziroma se identificiramo, ampak bistveno premalo. In zdaj, če je Hugo Wolf pa naša ikona kulturna, potem bi se morali njegovi samospevi vrteti noč in dan na slovenskem radiju in biti povsod prisotni, na koncertnih programih, v šolskih sistemih in tako naprej. Ampak seveda, tu se mi zdi, da te povezave ni. Tako da se, žal pa se tu sam v smislu te scene kompozicijske nekako kažejo ti trendi, neki sorodni trendi, ki so tudi opazni, seveda v avstrijskem prostoru. Žal. Bomo videli, do kje bomo prišli. Začeli se tako optimistično, da upam, da smo se malo obrnili potem tudi na zahod, če tam kaže vsaj v teh vodah malo bolj, bomo rekli, oziroma dopuščajoče. Ja, dopuščajoče, zagotovo, recimo. Premalo se zavedamo, mislim, da je vseh zvrst teh umetnosti so podobne težave. Mogoče je zdaj prav pravi trenutek, da tudi sami poveste, kako je v glasbenem področju, v literarnem opažam, da zadnja leta, prav zadnja, je zelo pomembno, ali pa se med kritiki in uredniki nekako pogovarja in se spodbuja ustvarjalce, oziroma se očita, če ni dovolj angažiranosti, odziva na realnost, na dejansko stanje in tako naprej. Meni je bila vaša izjava na televiziji, takoj po podelitvi nagrade Prešernovega sklada, zelo všeč, ker ste vzpostavili neko distanco, ki je potrebna, in predvsem razliko med angažiranostjo in plakativnostjo. A bi nam lahko malo razložili tudi na podlagi, morda tudi kot nadaljevanje tega, kar govorite o sodobnem komponiranju? Ja, seveda, z velikim veseljem. Skratka, angažiranost in plakativnost, tu sta zdaj dve veliki razliki. Zdaj vprašanje samo, kako naj umetnost deluje, kako naj se na aktualne dogodke odziva. In recimo v krogu teh, recimo avstrijskih, profiliranih, etabliranih avantgardistov je ravno bila neka tema, neka opera na temo migracij. To se mi zdi nekoliko ceneno. V času, ko smo imeli balkansko krizo, pa balkanske vojne, bi potem rekli za Sarajevo, kot neke vrste taka uspešnica. In tu se mi zdi, da stvari niso dovolj prečiščene, niso dovolj filtrirane. Zdaj bom povedal tudi kot recimo vodja demonstracij na Dunaju. Ko sem recimo za množico, ko sem vodil skandiranje, ko sem še večkrat stavko oblikoval, stvar ni bila posebej učinkovita. Ampak ko sem samo določene besede, so ljudje poprijeli. In to je zdaj tako, umetnost, če je plakat, je učinkovita. Ampak mora biti potem plakat, mora biti plakativna, mora biti transparentna. Ampak če je umetnost plakat, izgublja umetniško vrednost. In obratno, če pa umetnost kot takšna, umetniško delo, pa seveda ne more biti neposredno učinkovito. Ne more biti transparentno, ne more biti transparent, s tem pa seveda pridobiva na umetniške vrednosti. In jaz bi lahko rajši na osnovi svojih lastnih izkušenj povedal, cel čas se seveda angažiram, ampak ne v smislu, da bi za to želel kakršenkoli uspeh. Ne v nekem pragmatičnem smislu, daleč od tega. Zdaj se mi je pomembno, da človek angažira, pa vendarle, na kakšnem nivoju, na kakšen način. In spomnim se dogodkov v Sloveniji. Jaz sem že marsikaj slutil, imel sem tudi osebno krizo, dobil sem naročilo od Austro-Mehane za Requiem in sem leta 1991 pisal Requiem. Potem pa že to bilo tudi 200 let Mozarta, pa človek že razmišlja, kaj pa, če se bo meni isto in podobno zgodilo, kakorkoli že. In seveda notri je bilo marsikaj čutiti, tudi marsikatera globoka izpoved je bila, potem je seveda Slovenija nekako preživela tisto krizo in je bil Requiem izveden decembra 1991 v Pragi. Moram reči, da je to bilo v cerkvi v centru mesta, Marija Snežna, tam je tudi avstrijski veleposlanik Valentin Inzko prisoten, Kafkova vnukinja, s katero so se spoprijateljila, žal je že zdavnaj pokojna, seveda, kakorkoli že, in cela cerkev je jokala ob tem Requiemu. Cerkev je bila nabito polna. Na eni strani je bila tu solidarnost z nami Jugoslovani, še zmeraj, torej žalostno je, Tomaž, kar se zdaj v Jugoslaviji še dogaja, ker mi smo bili solidarni z njimi leta 1968. In je to čustvenost tudi njih močno dotaknilo in to je bil, bi rekel, en tak mali prispevek k slovenski, ne vem, uveljavitvi nekako v tistem času. Ampak en mali ni bil to noben politični akt.
In tudi politični akt ne more biti. In tu se mi zdi, so nekje meje umetnika. Hkrati pa umetnik lahko bolj dolgoročno deluje. In ta stvar mogoče lahko dolgoročno obstane, še 20-50 let, medtem tisto, kar, to so usodne odločitve, tudi to, kar sprejemajo politiki, pa vendar se mi zdi, da imajo te stvari manjši, krajši rok trajanja in so bolj podvrženi nekim spremembam, kakorkoli že. To recimo, in seveda potem v smislu neke osebnostne krize, tudi filozofsko opera Kriton, v smislu obnove novega humanizma. In ta Kriton je potem prvo nagrajen na Štajerskem v Gracu in je potem tudi na osnovi tega nastal simpozij, pravzaprav obnova humanizma v glasbi in mednarodni simpozij, ki ga je rektor Kolerič tudi organiziral. In je to tudi pač en prispevek k renesansi humanizma. Do tu bi rekel vsega nekje te meje tega političnega, tega angažiranega. Predvsem pa seveda umetnost plakat ne more biti, to je pa vse jasno. Nisva zdaj pač po vrstnem redu, ampak zanimivo se mi zdi navezati na tisto vprašanje. To, kar govorite, ali ni more biti ta vaš pogled pravzaprav spodbudu, da se tako intenzivno ukvarjate z zamolčanim, spregledanjem, to se pravi s tistim, kar ni udarilo v nekem času na površje, pa vseeno zaznavate kot z veliko umetniško vrednostjo. Mislim, da ste sicer dobili od Iva Svetine takrat libreto za Ade Škerl, ampak kakorkoli, tudi mislim, da sama vaša naravnanost do nekih, bom rekla, spregledanih, zamolčanih, ali pa nepravilno po vašem mnenju vrednotenih in tako naprej, ta neka empatičnost je najvišji izvire iz tega in mislim, da se tudi nanaša na to, kar zdaj razlagate, na to obdobje. Najbrž je se nekaj tudi v vaši ustvarjalnosti prelomilo oziroma zamaknilo, prestavilo, kako ne rečem. To je res, ja. To, kar ste rekli, zalomilo je v tem nadaljeval, seveda, vzemo en klasični primer, vzemo enega Pendereckega. S tem se zdaj ne bi primeril, to je ikona 20. stoletja, še je živ gospod, je mogoče umrl, ne vem, kakorkoli že verjetno še ustvarja, ampak on je bil ultra avantgardist, on je bil znan po eksperimentih in je seveda požel svetovno slavo, potem se mu je enkrat obrnilo razvoj in je pričel komponirati na dosti romantičen način. Skratka, povsem se je obrnil eno čist drugo smer. Nekateri ideologi so rekli zelo zaničljivo, da Penderecki zdaj komponira sklada za ameriške gospodinje. Meni se to ne zdi pošteno, taka primerjava, ampak kakorkoli že. Pa vendar je pri Pendereckem torej v ospredju čisto neke druge vrste naravnanost, neke vrste neoromantika, iskanje nekih vrednot, nečesa in tudi recimo sodobna glasba je ugotovila, mi lahko napišemo s temi sodobnimi, aktualnimi sredstvi neko zelo bizarno skladbo. Tudi akustično in vse zvukovno izjemno zanimivo, ampak nekaj manjka. Nekaj bo cel čas manjkalo. In to je tisto, kar je bil Beethoven. Naprimer, pa Mozart, kdorkoli že. Skratka, tisti trenutek resnice. Tisto, da bo publika znorela, ko bo to poslušala. Da ne bo mogla tega mirno več poslušati, da jih bo pretreslo, zdaj bo dotaknilo, da bo prišlo razodeti. Tega meni take vrste glasbe seveda ni. In to je seveda recimo Penderecki naredil. To se je pri njemu ta obrat zgodil. Pri meni je bil tudi obrat, seveda. Obrat je bil v tem, da sem bil povsem predan umetnosti, da sem oboževal Adorna, da sem bil apologet druge dunajske šole, da sem komponiral serialno, 12-tonsko, da sem bil dovzet za vse te moderne smeri, pa se pa zgodijo pač tudi osebnostne. Seveda, osebnost se tudi zlomi in pride do nekih tragedij in potem sem napisal Rekviem. Od tega Rekviema naprej je svet bil drugačen, sem doživel svet drugače. Seveda potem pride tudi ta empatija, o kateri sva govorila. Torej, empatija ne za svojo lastno osebo, kar ni nič izvirnega verjetno, ampak predvsem empatija za nekoga drugega, da te tudi krivica boli, krivica nekoga drugega. In prva moja žrtev, če se lahko ironično izrazim, je bil France Balantič. Ta France Balantič je genijalen pesnik, eden najbolj genijalnih, kar jih imamo, ampak seveda absolutno nepriznan. Zdaj se celo knjižnica Franceta Balantiča v Kamniku preimenovala samo v knjižnico Kamnik. To je bil tak škandal kulturni, kakorkoli že. In seveda
v času komunizma je bilo malo porečno imeti doma Balantiča, zato je bil zanimiv za one oblasti, vendar je, mislim, da je bil Debenjak, da mu je napisal krasno študijo še leta 1984, čudovito študijo. Potem, ko smo pa dosegali svojo samosvojitev in popolno svobodo, Balantič ga niti ne dobiš v kakšnem antikvariatu. Balantič je povsem poniknil. In to je zdaj tisto, kar je mene tako močno prizadelo, da sem napisal potem opero na temo Franceta Balantiča. Zdaj pa kako napisati opero, kako napisati libreto o njegovem življenju, sam kaj? Na en tak banalen način ne bi to šlo, vse bi bilo preveč osladno, to je bila potem televizijska nadaljevanka, ne, to ne, ampak scene. Prva scena doma, Balantič doma, oče, mati, cela družina, po otoku, kip angela z razbito glavo, torej vojna, teta skrb, alegorija sedi za ognjiščem, stiska, te tete sedijo in potem pride Inferno. Inferno je rab, on je bil interniran na rab, ker je nekako simpatiziral z NOB, kakorkoli že, v kjerkoli obliki. In tam sem ga soočil z Faustovsko skušnjavo, Hudič in tako naprej, Satan in Balantič. In potem ga je bilo treba osvoboditi. Njega so domogranci potegnili ven, je pa z njimi plesal. Jaz sem pa uvedel v tretji sceni Črna Maša. Nimam s tem nobenih povezav, da se takoj tega ogradim, ampak 4 jezdice apokalipse in 4. jezdec je smrt. In ta ga vzame na konja in ga odpelje. Potem je še 4. scena, je pesnikova smrt. In zajema nekako ena taka filmska scena, množična scena, Puškin pa njegov Rabelj na drugi strani, pa tisti agent Svete alianse Kotzebue, pa tako naprej. In se potem seveda imamo kot neke vrste boj med njimi. Na eni strani so oblastniki, rablji in tako naprej, na drugi strani so pesniki. To je ta, večna tematika, 4. scena, potem pride 5. scena. V 5. sceni imamo seveda sceno trdnjava, vsakič udari granata, vsakič se bolj razsvetli, vsakič je bolj Kristus visi na križu in se vsakič bolj razsvetli njegov obraz in pri 7. granati ugotovi Balantič, da je to on, da je ta Kristus on. In potem je seveda kar pogodi na genialno to sceno podobo, tako da se baletka nastavi roke, torej to ni lesen križ, ampak je to baletka in on se obesi na križ ljubezni. To je bila torej ta opera Francet Balantič, pesnik in upornik, 2003 v Mariboru. Potem pa seveda druga, Advokat za drugega, to je bil Slavko Grum, dogodek v mestu Gogi, poznamo vsi. Nihče pa ne pozna, kako je že prva drama, če kdo ve? Prva drama od Gruma. Prvenec njegov, imamo že odgovor, torej Pierrot in Pierrette. In ta Pierrot in Pierrette, krasna drama, tega sem potem jaz napisal za Slovensko komunoplasmeno gledališče. In to je bil drugi tak akt v smislu rehabilitacije nekoga in potem je prišlo seveda Ivo Svetina z njegovo dramo Ada Škerl, torej Ivo Svetina je čutil veliko bolečino, on je bil verjetno ten prvih, ki je pri nas prevajal Sapfino poezijo in mene je počasi ta opera seveda pograbila in sem imel čudovit občutek, da smo eno pesnico, ki žal ni bilo dano dolgo in veliko ustvarjati zaradi takratnih aktualnih razmer, da smo rehabilitirali. Kar pa je mene bolj bolelo, mi točno vemo, je bilo pač obdobje tistega železnega komunizma, pa lopatarske poezije, ni bilo jasno, da takrat ni mogla imeti uspeha, da je bila zamolčana. Potem pa so mi pa pesmi 4, Zlobec, Kovič, Pavček in tako naprej, in koliko so se pa ti zavzeli, pa potem njeni kolegi kasneje, nič. Ona je nepriznana, povsem neznane, potem umrla, še to nismo vedeli, da je umrla leta 2009 v Mariboru. In to je neka vrste rehabilitacija pesnice Ade Škerl. 10 let je pa nastajala Antigona, oziroma v razponu 10 let. Res je. V razponu 10 let je tudi bil seveda nek slučaj. Ta slučaj mora nekako začeti z eno anekdoto, če mi publika seveda dovoli. Navežem na prvo opero Kralj Malthus. Dobim možnost biti izveden na televiziji. Pridem tja s partituro, urednica je bila, pa režiser Mič Kragl,
pa krunocipci, ja, mlad človek, študent, bomo naredili neko študentsko delo, to bo veselica, to bomo 1, 2, 3 zliva roko naredili. In so seveda na žalost, pa na srečo snimali takrat na playback, tako da so najprej posneli za radio, in potem so odpirali usta, delali sceno, ustvarjali torej video na ameriški način takrat. In seveda potem so pa to poslušali, so slišali in so tu videli, da je pa tu ena zadeva, ki je zelo konkretna in zelo dobro tudi napisana, ne, za tega zelo mladega človeka takrat. In so rekli, no ja, ne vem, no, mislim, da tole ne bo šlo. Ni to, kar smo pričakovali, ampak pridite jutri, se zmemo. Pridem jaz drugi dan, pa režiser Miš Kragel leži na kavču, pa se drži za srce. Kaj ste nam pa storili? Jaz sem rekel, nič ne vem o tem. Povejte, kdo za vas dela reklamo v časopisu? Ja, mogoče pevci, jaz nimam s tem nič. Ja, zdaj pa moramo to kislo jabolko ugrizniti, pa moramo to izvesti, če ne se ne bojo smejali. Jaz sem seveda takoj letel, dal v delo in naznamo, da bo to izvedeno in tako je bilo, ne. So potem morali pač to narediti, ampak Mirč Kragel, in to je bilo krasno, so pa tudi naredili, ampak on pa je potem po mojemu kralju Markusu še po snemanju rekel, z veliko nostalgijo, jaz si tako želim režirati za televizijo enkrat Antigono Dominika Smoleta. In potem 2007 ali 2008 pride k meni Jurij Sovček. Jurij Sovček je bil prvi kreon Antigone, tiste kultne izvede leta 1960. Njega je tudi bolelo, očitno je nekaj napisal med počitnicami, ko je bil ravno v penziji in tako. In mi to prinese. Jaz pričenjam komponirati in sem mislil, da bo to enostavno šlo, ljubljanska opera, ko me čaka, da bomo to izvedli. Soproga je tudi še delno pela v tej operi. Tam so seveda vodstva so se vrtoglavo menjala, potem je bil nek razpis, na tem razpisu je Antigona čisto pogorela, do pol sem je že napisal. In sicer v Grčiji sem končal tisti prvi del na otoku Kos, tega se še spomnim leta 2009. In potem pač, ja, sem to opustil, enostavno na Antigono pozabil. Potem pa seveda pride naenkrat ideja Slovenske glasbeni dnevi, 100 let slovenskega opernega gledališča. In ja, Tomaž, glej, 2 meseca imaš časa, bi dokončal, sem rekel, seveda bom. Za nič evrov, to ni bilo sploh pomembno in sem v 2 mesecih končal kar za 1 uro glasbe, velike partiture za velik orkester. In ta je bila potem koncertno izvedena na Slovenskih glasbenih dnevih v Slovenski filharmoniji, torej nekateri so tu bili prisotni v prvi vrsti. In, ja, to je pa res nedavno, ne? Ja, in zdaj pa še po mojem pravi trenutek, da še poveste, da sklenete ta krog, ki ste na začetku napovedali, kako ste imeli na začetku averzijo do opere. Ja. Veliko averzijo sem imel do opere in sicer, zakaj? Mene je ena novinarka vprašala, zakaj pa? Sem rekel, zaradi repertoarja. No, tu so spet slovenske operne direkcije, ker imajo pač tak zastarel repertoar, ki izvajajo samo, je rekla ona počinja, pa Verdi in tako naprej, pa še kaj, ampak nič pametnega, še Prodane neveste ne izvedejo, recimo že dolgo niso izvedeli v nobenem našem teatru, še tega ne, klasicizma ne izvaja, nič pametnega ne izvaja, samo še počinja. In moja izjava je, in to je lahko izjava za medije, če mislijo operne direkcije še naprej tako množično izvajati Pučinija in Verdija namesto nove, sodobne, pa tudi stare slovenske glasbe, potem naj te projekte ne sponzorira slovensko ministrstvo za kulturo, temveč italijanska ambasada. A je to tudi že odgovor o položaju sodobne opere? To je odgovor o položaju sodobne opere. Sodobna opera je v dosti, bi rekel, dosti se počne, je pa vsaj pri nas v Sloveniji v dosti nezavidljivem položaju. Jaz sem se svoj čas veliko tako gibal tudi po raznih opernih festivalih, takih avantgardnih, sodobnih in vem in imam podatek, da vsako leto nastane približno okvirno na svetu 120 novih opernih del, ki so tudi primerno izvedena. Ta podatek imam. Raznih stilnih usmeritev, seveda. Vprašanje pa je seveda, kako je to pri nas z naročili. Žal, ne vem, kdaj sem dobil na zadnjem naročilo, pravzaprav ne vem, če sem ga sploh kdaj dobil, oziroma zdaj ga mogoče dobimo od Slovenskega komornega glasbenega gledališča končno. In zdi se mi, da v tej suši, ko imamo ljubljansko opero, ki praktično mojega dela še ni postavljena na oder, razen da je gostovalo Slovensko komorno glasbeno gledališče, enkrat z junakom našega časa, drugič za Ado,
Mariborska opera je nekaj naredila v tej smeri, in sicer Pesnik in opornik smo ga že omenili, 5 predstav, in pa pravlična opera Granatno jabolko, torej Mariborska opera je tu nekoliko v boljšem položaju, kar se tega tiče, pa vendar. Skratka, ta naročila so odsotna. Razen mogoče za nekatere skladatelje, ki tudi tam, kaj dobijo, recimo Golob, v zadnjem času ga je izrinil Lazar tukaj, ampak kakorkoli že, je pa zadeva zelo prekarna in tisti, ki danes piše opero, mora biti res v opero noro zaljubljen. Ampak jaz sem se postopno zaljubil v opero in ko me Milka vprašala, kdaj pa vas je opera prvič navdušila, jaz sem rekel, ko je bila moja prva opera izvedena, v takrat naprej sem se začel zanimati. Ampak malo, če smo si danes zapomnili, malo se je tudi potisnil profesor v to, ne? Profesor me je v to potisnil, ja, to je... Malo, ne? To se pravi, da spodbude so pomembne. Spodbude so izjemno. To je spet ena izmed teh, ne samo katerega ali nejca, ne, za kako biti uspešen sodobni klasični glasbenik. Ne samo kateri profesor in kakšen pedagoški princip, ampak tudi stimulativen profesor. Ja, to je res, ne? A greva še naprej iskati alinejce? Alinejce v tem smislu, stimulaciji? Ja, to bi moral kar večkrat razmisliti o svoji zgodovini. Jaz se pravim, najprej so bile dekleta, ki so me stimulirala, ne, očitno, v mladih letih, pa seveda profesori, jasno, profesor klavirja. In najbolj kak odziv potem? Ja, seveda. Gotovo, odzivi so bili izjemno pozitivni, že od samega začetka. Res pa je, zdaj moram povedati nekaj, da je bila tudi pa že prisotna ta, bi rekel, neke vrste pristranskost v našem prostoru in zagovarjanje same ene določene smeri. In spomnim se, da sem za svojo prvi nastop, moj prvi nastop pa ni bil skladateljski, ampak dirigentski, dobil uničujočo kritiko, ampak jaz se na odrsko pojavil nisem. To je bilo v Dnevniku. To je bil nekdo, ki je pač pokojni, pa ne bomo o tem seveda, ker imamo respekt do pokojnih, ampak vendar on takrat ni imel respekta. Mislim, da je slabo videl, ker sem na programu sem bil jaz pa Marko Gašperšič in sem se morala menjati. In kadar je Marko Gašperšič pod svojo firmo dirigiral, je bilo to genialno. Ko je pod Svetetom stopil gor, je bilo to porazno. Toliko recimo o tem, koliko je kritika sploh objektivna, ali pa koliko je treba resno imati. Ampak, ja, seveda, taki trendi so bili, bi rekel, v slovenskem prostoru od nekdaj prisotni. Jaz moram reči, kot mlad človek sem imel zelo pozitivne odzive sicer pri svojih že prvih izvedbah, pa vendar se mi zdelo, da tisti provincialni Ljubljani, takrat sem bil zelo potisnen, da sem neke vrste pepelka, če so me izbrali za festival jugoslovanskih opatij, sem bil že zelo vesel, ampak ko sem me izbrali za jugoslovanski festival, sem zmeraj prišel med prvih 10 v Jugoslaviji, to je bilo tam 150 ljudi se izvajali, če si prišel med prvih 10, so se potem tvoja skladba vrtela. Enkrat se mora zavedeti na vsakem radiju v Jugoslaviji, tačno vse te glavne postaje. Toliko, ne, v tem smislu. Torej, alternativa, ki je takrat bila, ta jugoslovansko okolje, to je bilo zelo, za umetnike je bilo to zelo dobro, ker tu je bilo 20 milijonov ljudi, seveda je bilo to zelo raznorodno. Makedonci so pisali takrat svojo drugo simfonijo, Albanci, ki so študirali z Kosova, tam v Parizu, so pisali ultramoderne, eksperimentalne skladbe in tako naprej. Slovenci so bili zmeraj nekje spredaj, ampak je bilo to zelo stimulativno. To smo potem to primerjavo smo izgubili. In zdaj pač slovenski prostor ostal takšen, kot je, in zdaj seveda ujet v razne vplive. Vplive nemškega prostora, ki absolutno se zdi na kompozicijski sceni najmočnejši. Drugače kulturno ne, kulturno absolutno ne. Kakorkoli že in razni drugi vplivi. Ampak recimo, ko sem nekako doživel soočenje z ukrajinskimi skladatelji, sem videl, da oni komponirajo povsem drugače. Mogoče nekoliko konzervativno, bi lahko rekel, ne avantgardno, ampak zelo zrelo in tudi zelo zanimivo. Kaj mislite kot avantgardno? Avantgardno, ja. In to je zdaj zelo dobro vprašanje. Namreč avantgardno je floskula. In jaz se uporabljam kot floskulo. Kot takšno floskulo, ki mi jo servirajo kolegi, recimo, ker tudi kolegi sami pišejo svoje programe. Ampak avantgarda, čim je etablirana, sama sebe razvrednoti in ni več avantgarda. Absolutno. In namesto opozicija pride v sistem pozicije.
Torej, skratka, je to eno veliko protislovje, ampak seveda mnogi skladatelji pač to uporabljajo, ta izraz avantgarda, ki je jasno, absolutno napačno uporabljen, ampak tisto, kar meni... Stoji za mainstreamovsko priznanje proaktivni tok, recimo, ali kaj takega. Recimo, tako mainstream, to je dobro izrečeno. Ker vendarle gre za neko pač priznanost, ne? Zato potem tudi je neke vrste že predvidena neka šablonca, oziroma nekaj, kar je že prepoznano, ne? Drugače šokira, ne? Drugače šokira in pač šok proizvede seveda tudi negativno kritiko, ne? Se pravi, da lahko potem lahko špekuliramo, da dela, ki imajo samo pač enoznačno pozitivno sprejetost in umeščenost in tako naprej, da najverjetneje niso pravzaprav zares prebrana do konca, oziroma se bomo trditeli morda tudi ne tako pogosta, kot so mogoče malo precenjena. Ja, absolutno precenjena, ker tisto, kar meni moti, je, da je poudarek na nekih zunanjih efektih in ne na strukturi sami. To bi tudi znalo v literaturi hitro priti do podobnih zaključkov. Eno je struktura, drugo pa je nekaj zunanjega, pač neka šablona, kot ste odlično rekli. Ampak to je seveda pogoj za uspeh. Šablona za tak hiter uspeh. Veš se točno, kaj se zahteva in pač ti na ta način tudi ustvarjaš. In zdi se mi recimo, da je to na veliko sponzorirano, na veliko se to tudi nekako podpira, firma Siemens, Mason in tako naprej. Ampak zakaj? Tu gre za neke vrste čiščenje tega kapitalistične družbe. Na nek način potrebujejo za svojo higieno, za svoj obstoj tudi neko rahlo nagajanje z one druge strani, da jih nekdo rahlo kritizira. Ampak to je tako, ti roke, ki te hrani, kot umetnik ne moš grist, ti lahko sam grizljaš. In tisto grizljanje je tudi neke vrste avantgardni akt teh umetnikov, ki v bistvu gredo z nekim komercialnim tokom. Ker zdi se mi, da tisto, kar je avantgarda se danes tako že profanirala in tako že skomercializirala, da je to že nemogoče. In da recimo nekdo, ki bi mogoče stilistično komponiral ali pa nekaj napisal, bolj tradicionalno usmerjen bi lahko deloval bolj avantgardno v določeni situaciji kot tisti, ki vzelo nekaj. To vas hočem vprašati. Sama imam občutek pri nekaterih bolj, mislim, da je bili na mestu, glede na to, da smo na literarnem pogovoru, da bi imenovala. Nek občutek, da nekateri mlajši skladatelji pokažejo zelo lepo celo lestvico nekega znanja, pravzaprav nekaj, kar si v tujini srečal pri mnogih in lepo vidiš na nek način vešč rutine. Od tu naprej pa se mi zdi, da dostikrat pogrešam neko pregnetenje v to, da zaživi. To se pravi ta živost. Živost. Se pravi, ni nujno, da mora biti neživo in z distrakcijo in moteče nekaj, kar je sodobna klasična glasba in se, ne vem, kako vi gledate na to, ali je dovolj, ali je argument živosti, ki seveda pravzaprav ni nikakršen znanstveni ali pa kritiški kriterij, je nekaj, kar vi zaznavate pri mladih skladateljih na Slovenskem, ali je kako drugače? Kako vidite? Ja, prva stvar je, in to ni opravičilo, jaz v Sloveniji nisem dobil kompozicijskega razreda, tako da si to lahko res roke operem. Naredil sem vse, da bi ga dobil, ampak pač nisem sodil v ta krog. Tako da, po drugi strani tudi težje zdaj govorim. Predvsem ne moram govoriti o teh, ki se še šolajo, lahko pa govorim o teh, ki imajo uspeh. In tukaj resnično te živosti, kot ste rekli, ali pa tudi neke umetniške prepričljivosti nisem zaznal do zdaj. In se mi zdi tu, da gre predvsem za uporabljanje nekih šablon, ki prinašajo uspeh. Za neke vrste skrajni pragmatizem in tudi za neke vrste komercialni pristop. Kar pa z umetniškim, seveda, več nima dosti opravka. Pa se dobro, da pustimo te mlade, še malo smo dali v razmislek.
Mava še eno vprašanje, in sicer govorili ste v enem izmed intervjujev o lažnih podobah resničnosti v glasbeni umetnosti. To ste govorili predvsem tudi o tem, kako je prisotna disonanca v življenju in da takoj, ko je to, da potem pravzaprav si je treba priznati in pokazati neko resnično podobo. Ja, to je res. Seveda mi ne moramo zdaj prikazovati resničnosti na lažen način, predvsem zaradi tega, kot rečeno, naša družba in naš čas je disonantni. Je v disonantnem razmerju, ampak mi moramo v umetnosti težiti tudi v življenju, da pride do razveze te disonance. Prehod v transcendenco, v višjo sfero, v konsonanco. To se nam lahko potem kaže v nekih višjih sferah. In seveda to, kar je potem prevladujoče spet v glasbi 20. stoletja, je neke vrste nekrofilni princip. Če ga smem zdaj opredeliti in kaj s tem sploh mislim. To je ta izraz, ki ste To je ta izraz, nekrofilija. Nekrofilija na eni strani, na drugi strani pa humanistični princip. In naša doba je nekrofilna. Poglejmo si vse te grozljive, strahotne vojne, ki smo jih imeli, prva in druga svetovna vojna, vse te vojne, ki še trajajo, recimo, že Lenin sam, torej revolucija, že glasne otroke, vzamemo francosko revolucijo, vzamemo Lenina in Lenin je uporabil izraz trupoloželjstvo ali poželjenje po truplih. To je izraz, ki imamo od Lenina naprej. Stravinski sam je bil največji nekrofil med vsemi skladatelji in zdaj on bil genijalen jastreb Mrhovinar, ki je takoj zavohal truplo. Recimo Petruška in tu zavohal glasbo Sejmov, ki je obsojena na propad. Verjetno se je zmotil pri jazzu, ragtime, naj bi to napovedal, pa nekako se mi zdi, da jazz še zmeraj živi, da se ta njegova napoved, hvala Bogu, ni uresničila. Stravinski med drugim tudi postavil 14 nagrobnikom raznim ljudem, epitaf Debussyju, recimo, Simfonija za pihala, pa G.F. Kennedyju, pa Thomasu Stearnsu Eliotu in ne vem komu še vse. Skratka, vemo, da gre tukaj za 14 epitafov in potem Stravinski iz tiste svoje vitalistične faze, torej ruske faze, zide v neoklasicizem. In tukaj v neoklasicizem na način Stravinskega je neke vrste nekrofilija. Neoklasicizem Stravinskega gradi na prevladi tehnike nad izrazom. To je pa seveda antihumanistični princip, ki nima čisto nič, nobenega opravka s tem. In seveda potem gre Stravinski še naprej in Stravinski potem zavoha truplo 12-tonske kompozicije Arnolda Schoenberga. Requiem Canticles, to je requiem, ki je grozljiv, ki ga je grozljivo poslušati. Jaz sem ga poslušal na Dunaju v živo in to spominja na šklepetanje mrtvaških kosti. To je grozljiva kompozicija, kakorkoli že. In torej, od Stravinskega naprej je kompozicijska tehnika v ospredju. Nikoli se v zgodovini glasbe še ni toliko pisalo o kompozicijski tehniki. Sami imamo predvsem bolj o prevladi tega nad čustvi, nad izrazom. Se imamo vendar renesanso, pa imamo predrenesančno obdobje, 15. stoletje, pa Josquina de Preja, pa Dufeja in tako naprej, ki so komponirali na izjemno spekulativen način. Na tako kompliciran način, da se ti možgani ustavijo, poskušaš to nekako analizirati. Ampak to je bilo toliko ene ezoterike, splošne simbolike, enega splošnega znanja in vsega. Pa tudi neko humano sporočilo v zadnjem, sicer renesansa brez humanega sporočila in tako živeti ne bi mogla. Kakorkoli že, to je zdaj to in zdi se mi, da to fetišistično poudarjanje kompozicijske tehnike, predvsem pa tudi določenih prijemov, pa določenih estetskih pogledov, da je to tisto, kar je v današnji, mogoče ne samo v glasbi, tudi umetnosti moteče. Čeprav smo zaznali, kako trnova na neki način je bila ta slovenska pot vaša, ste bili že leta 2016 nagrajeni z najvišjo stanovsko skladateljsko nagrado Kozinovo, letos to, pa celo ste izjavili, da se končno počutite malo sprejetega iz preverjenih virov, sem vam zaslišala tako, ja, 20 let prepozno, oziroma mnogo let prepozno. Kakorkoli že, eno tako vprašanje, Tomaž Svete, ki ga rada zastavim, kadar imam pogovore z nagrajenimi skladatelji. Ali kdaj poslušate svoje skladbe,
svoje izdelke? Si kdaj zavrtite, glede na to, da ste toliko veliko v stiku z glasbo, ali je sploh čas za to? Je seveda čas. In kaj si zavrtite zjutraj oziroma popoldne, za kam si čas? Ja, tako bom rekel, da svojo glasbo si vrtim takrat, kadar jo moram vrteti. Samo. Na predavanjih pa zdaj krasno urejen urnik na glasbo ostalih skladateljev, pač vrtim na predavanjih. Na predavanjih 20. stoletja ne vrtim, oziroma ne predavam o skladateljih, ki so mi pri srcu, ampak od teh, za kateri se mi zdi, da je pomembno, da jih moram prezentirati. Drugače pa nekako rajši ustvarjam, kot da bi poslušal glasbo. Rajši. Ampak se vam zgodi, da imate, ne vem, neko vsakodnevno rutino, ki človek tudi mora, ne vem, upravljati. To se pravi, tako kot človek, katero bolj poklica, ali pa ko vozite, ali pa ne vem, ko migrirate, torej na vožnji. Na vožnji komponiram v glavi, predelujem stvari, tudi pač ukvarjam se. Koliko je pa tišina tudi? Tudi tišina je izjemno pomembna. Izjemno pomembna, ker potem se začne porajati vedenje. To je zelo pomembno. Hrup je moteč, pa tudi živa glasba je moteča, kakršnakoli že. Mogoče kako vprašanje vidim, da se že... Ne zato, da bi vaju prekinila, ampak mogoče je kakšna fajn istočnica ali pa vprašanje, pa komentar ali pa karkoli za gospoda Tomaža Sveteta, da ne bova midva samo tle se čisto izločila. Komentar imam mogoče, ne, ni vprašanje, komentar, ampak ni to s kadarkoli in tudi v sodobnosti, ta kvaliteta pač čist Gaussova krivulja, da mogoče da se zelo posvetila temu, kako je kaj formalistično, ampak jaz hodim veliko poslušati mlade skladatelje, ki študirajo na akademiji in mislim, da je marsikaj zanimivo, čeprav recimo, da ni vse zelo dobro, ampak da se kar upirajo temu, kar ste vi rekli. Ne, absolutno, hvala Bogu. Jaz sem rekel, jaz ne moram v tem soditi. Jaz od teh, ki študirajo, sploh ne moram soditi. Jaz govorim o določenih, videl so se izločili nekako, o določenih zelo etabliranih skladateljev, ki verjetno niso več mladi v teh kriterijih. Ampak zato sem pa vesel seveda, hvala, ja, absolutno. Zagotovo. No, recimo, jaz sem enkrat na eni taki produkciji, zato ker sem bila tudi kot s tekstom prisotna. In moram reči, da mi je bilo popolnoma jasno, čeprav sem samo ljubiteljska poslušalka, kateri mladi študent kompozicije je na nek način najbolj perspektiven v očeh profesorjev in študentov. Meni je bilo povsem jasno, ogromno fajn stvari je bilo. Ampak se mi je zdela, da mu manjka pa ravno nekaj pregnetenega iz sebe, da tisto pač verjetno seveda tudi mlad pesnik mogoče tega nima, ampak ni nujno, Imate tudi mlade ustvarjalce, ki že to imajo. In tisto so pa pogrešala, recimo. Ja, ampak tu gre le upoštevati. Nek ta živost ali živost, ja. Tu gre upoštevati individualni razvoj. Seveda. Absolutno. Ker mogoče nekdo, ki zdaj še ni nič pokazal, v tem trenutku bo lahko še ogromno pokazal. Tako da vsak je pač individuum za sebe. In težko je seveda pričakovati zdaj od študentov že popolna dela, daleč od tega. In verjetno se bodo še naprej razvijali. Če pogledamo tudi kakšen razvoj, recimo Žuraj naredil, jaz sem enkrat bil v komisiji, pa sem njegova gimnazijska dela dobil in zdaj torej, in tako naprej, skratka. Ja, v tem so se tega zelo. Ja, seveda. Ravno ste imeli z Alešom Štegrom Študgartu, mislim, da ravno primerno, ravno 9. februarja, dvojica Štegr Žuraj. Ja, super, lepo. Krasno še. To bomo najbrž čez kako leto, 2 slišali v Ljubljani. Ja, 2 vprašanje, pravzaprav. 3. Pavel. To je malo presenetilo, da ste rekli, da ste toliko hotel najti ruskega učitelja za vašo hčerko. Ja. To mi je tako prav presenetljivo, Ja. Kako se to Ruso šlo na zahod, so že to druge naučili, ali ne. No, ampak druga stvar, ki ste rekli, da
pri kompozicijah zdaj učencem govorite o upoštevanju zlatega reza v proporcijah. Ja. No? Kje v proporcijah v kompoziciji vi date noter zlati rez? Kako to naredite? Tišina je tok, grom je tok, ali nekaj ste rekli, noter probam v kompozicijo vstaviti proporcije zlatega reza. Zdaj nisem razumel, kaj je violine, pa to te, pač kje se vidijo te proporcije? Na večjih nivojih so te proporcije. Če vzamemo časovno, recimo, del za primer, da skladba traja 1 minuto, na primer. To je 1. Ampak zlati rez je nič 6,1,8 cirka, ne? Tu nekje je. Ja. In na to se recimo pri Bartoku zgodi pogosto kakšen udarc na gong, ali pa da pride tu recimo v sonatni obliki do reprize. Skratka, v tej, kot se reče, horizontali se ogromno zgodi, se dogaja. Čist časovno gledano. Pol pa tudi dogajanje v vertikali, je pa pol konstrukcija akordov, recimo. Zvočnih struktur, spet po načelu zlatega reza. Kdaj ste to začeli? Kdaj ste to zaznali? Kdaj ste to začeli? Da vam to pomeni? Bile so določene teorije, nekaj preveč knjig sem si kupil, pa jih na začetku nisem razumel, pa ameriške revije sem bral in tako naprej, in potem sem se že od leta 88 začel s tem ukvarjati. Ampak to je danes en tak zelo, bi rekel, priznan pojem. Sam Ligeti, George Ligeti ima v skladbi Continuum začel čembalo ne samo vrste Fibonaccievih številk oziroma zlatega reza, ampak tudi podvrste. Skratka, to so pa že matematične operacije, s katerimi se ne ukvarjam. Ampak to se mi zdi kar en, bi rekel, dosti smiseln pristop. Zdaj pa je to tako, a to mi zdaj zavestno delamo, nekaj časa sem to tudi zavestno uporabljal, ampak če pogledaš tudi skladbo enega Beethovna, on o tem verjetno ni razmišljal. Ampak je čisto logično razmišljanje in se skladba samo od sebe nekako oblikuje po teh načelih, kar se zlatega reza tiče. Pa recimo fraktalov in tako naprej. To so čisto take zanimive, recimo stvari, ki malo popestrijo, ampak kot rečeno, jaz nisem znanstvenik, jaz nisem filozof in tako naprej. Čeprav veliko vem, pa sem se z marsičem ukvarjal, sem mogoče zelo izobražen glede na povprečnega slovenskega nekaj, umetnika, kako že, ampak vseeno, se to gradim. Jaz sem tu amater in diletant na teh področjih. Upam, da so tudi ostali tako skromni. Pa se tudi književniki oziroma ustvarjalci na področju književnosti zadnje leta predvsem precej bolj izrazito opirajo na naravoslovne znanosti in teorije. Mislim, da je verjetno občutek, izpraznjenosti tistega ali pa morda preveč enoznačnih ali pa podobnih vidikov, ki jih prinese ta skupni kod študentov, primerjalne književnosti in jezikov na Filozofski fakulteti. In če se vrnemo še za hip k študentom, zanimivo mi je bilo takoj, ko si pa slišal recimo skladatelje, študentke iz tujine. Aha, okej. Je pač drugače, morda je zanimivo to, da smo malo premali, to, ko ste prej omenjali, da je zanimivo bilo to prej jugoslovanskem prostoru, da je to večji prostor, več akademij, več profesorjev, in tako naprej, in verjetno tudi več pristopov. In da potem kar naenkrat je tudi ta demokratičnost morda obstoj več estetskih smeri mogočno, kako ne rečem. V tako malem prostoru verjetno, da ena prevlada, da je to čisto nek tak, bom rekla, naravni tok. Ja, ampak se bojim, da v Avstriji tega več ni. Da se na avstrijskih akademijah uči zelo tako, zelo, rečemo spet avantgardno, da bo spet načenjala te teme avantgardnosti in tako naprej. Povedal bom tudi na primeru mnogih, ampak sem imel en primer ene študentke. Ta študentka je pri nas delala potem magisterij in imela pri meni na drugi stopnji predmet, ki ga jaz tam učim, kompozicijska tehnika Josefa Matijasa Hauerja, totalna ezoterika. Kakorkoli že. In potem mi je ona meni povedala, profesor, veste, vi ste me spet odprl. Jaz sem začela spet komponirati, ker sem bila blokirana. Ona je bila, nagrad se je upisala na univerzo, je bila sprejeta kot super talent, potem pa je študirala pri enem, ne bom rekel imena, dobro, pustno, modernistu, ampak vsi zahtevajo tako, en je hujši od drugega, pa bom izrazil. In je on rekel, tako več ne bo šlo, tako ne morate več komponirati, to je preveč tradicionalno, morate spremeniti svoj estetski pristop, konc, ker to niste vi. To je malo pretirano, je bolj čist zablokiral in je pustila kompozicijo. In potem spet začela potem skozi to
mojo neko ezoterično tehniko. Ja, o tem tudi jaz sem si to izpisala. Bizarno sem vas hotela vprašati, če ne poveste, kako to je. Ezoterična kompozicijska tehnika Jozefa Matijasa Hauerja. Jozefa Matijasa Hauerja. Torej, to je bil konkurent od Arnolda Schönberga. Če je Arnold Schönberg avtor prve 12-tonske tiskane skladbe iz leta 1923, je Hauer avtor prve 12-tonske skladbe, ki ni tiskana, pisana na roko iz leta 1919, gre pa za dva povsem različna pristopa. In ta pristop je, pri Schönbergu imaš židovski pristop, torej orientalski pristop, to je tista vrsta, ki lahko obračaš kakorkoli že, se tako preliva vse smeri, kot klobuk, ki ga lahko tako obrneš, pa tako imaš še zmeraj ostane klobuk, medtem ko gre za prihavarje za indoevropski princip in on vsak ton 12-tonske lestvice harmonizira. Imaš akord in potem imaš nekje permutacije teh vrst na en tak posebej ezoteričen način, kot zrcaljenje ene božje ideje. In rezultat Hauerjeve glasbe je, da deluje meditativno. Da gre tu, z vsakim novim akordom se samo en ton akorda spremeni. Tisti novi ton 12-tonske vrste. In to je tak poseben učinek te glasbe je. In Hauer je tu svojo glasbo čuval izjemno ljubosumno. Je ustvaril sistem notacije ne na 5 notnih črt, ampak na 8. Potem je nalašč, so mi rekli njegovi apostoli, njegovi učenci, so mi povedali, da je nalašč delal napake, da mu ne bi prišli na sled. Je okrog sebe rajš kot glasbenike zbiral razne intelektualce, pa kiparje, pa filozofe. In Hauer je počel isto kot jaz, oziroma jaz sem počel isto kot Hauer, kultna kavarna Hummel. In tam je Hauer bil do 3 zjutraj. In on je tako imel nihalo, rekel, tukaj zdaj središče sveta, tu smo mi in tako naprej. In so pač njej svojo veselico, svoje seanse. Potem je pa Hauerju zmanjkalo, kot se reče, pogonskega sredstva in je hotel še kaj spiti. In to mi je en učenec naredil, da je to isto, kar se meni tudi dogodilo. Potem greš naprej od tega kafe Hummel, tam pa že piše Josef Matijas Hauerplatz gor in potem, če si dost primerno, tako vesele volje, udariš z glavo ob steklo in sezam odpri se spodaj, tam pa uboge pare piješ do 6 zjutraj. To je pa je Hauer počel, to so mi torej povedali. In ta Hauer je vsakega učenca, če je začutil, da je prihajal Schönberga, ga je zapodil. Skratka, bil je izjemno ljubosumen in je skrival to svojo božansko idejo. To je bilo najbolj zanimivo. Ampak drugače je pa vsakem umetniku verjetno tudi neka želja, ali je samo pri pedagogih želja, da bi nekako imeli učence, naslednike, da bi neko dognanje živelo ne samo v novem izvajanju, ampak tudi v nekem novem sorodnem ustvarjanju, komponiranju. Kako je to pri vas? To je zdaj odvisno, koliko je zdaj ko ste splošno zastavili vprašanje, koliko je nek umetnik pošten. Koliko hoče on res učencu vse predati, pa mu tudi odpreti sva vrata, vse možnosti. Za kar je seveda moralno obvezan. In če prepoznaš, da je boljše od tebe, moraš podpirati. Kako pa je danes s tem? Tega jaz ne vem, zato ker jaz učim pedagoge, nažalost. Kot rečeno, sem imel nekaj učencev na konzervatoriju na Dunaju, potem sem iz finančnih razlogov prišel čisto v druge poklice in sem šel naprej, v Ameriki sem bil. Kakšne so bile pa vaše izkušnje, ko ste vi bili študenti? Ko sem jaz bil na Dunaju, recimo s študenti, sem bil idealni pedagog. Tako da se je začela, seveda, predavanje kompozicije se začelo notri v konzervatoriju samem, potem pa seveda v sosednjem lokalu naprej še 2 uri. To so bile pač take vrste predavanja. Ko ste vi bili študent, ste imeli občutek, da vam profesor predaja ali da je nekje blokiran, da se nekje pa stvar konča. Ti občutki so namreč zelo frustrirajoči, po moje, zelo boleči. So zelo. Jaz, kar se tiče profesorjev kompozicije, imam nekoliko bolečine, ko se spominjam tega. Manj bolečine imam, še najboljši profesor je bil takrat za klavir, tisti moj prvi za klavir profesor, dokler sem še klavir resno vadil, dokler sem še študiral kompozicije, drugače pa profesorji za kompozicijo so bili nekoliko mogoče ljubosumni. In to sem nekako tudi čutil. Predvsem potem, ko je treba nekoga malo pritisniti, mu nečkaj pomagati, malo odpreti ena vrata, jaz sem moral narediti se sam, smilje sam. In dokler sem študiral pri njem, je bilo super, pri enem in drugem, potem pa ni bilo več tako lepo. Nekako sem se moral osamosvojiti sam od sebe, mogoče je bilo tudi lepa potnica za življenje in pač je pomembno,
da se čim prej osamosvojiš, da razviješ svoj individualni stil naprej, je pa seveda izjemno težko in izjemno naporno. To pa moram reči, ampak najlepša izkušnja je bila z velikim skladateljem, to je bil Witold Lutoslavski. To je bil takrat res največji skladatelj živeči, to je v 70-ih letih. In jaz sem imel neka vprašanja in pod vprašanja, seveda kot mlad študent kompozicije na Akademiji za glasbo, in sem na skrivaj šel na tečaj poletni v Grožnjan. Zabičal sem ne govorim tega, ker me bodo kaznovali, torej, in tako. In potem sem pokazal svoje študentske hieroglife, zato tu govorim o tem. In Lutoslavski prav, no, mladi mož, povejte, kdo je vaš vzornik? Robert Schumann. Jaz sem mislil, ga bo kap. Pa je rekel, gledajte, pa če bi rekel Frank Zappa ali pa karkoli, ampak dajmo iti malo par let naprej, no. Kaj pa Bartok Prokofjev, sem rekel, ja, no, odlično, tu naprej sem se lahko potem sploh pogovarjala. Pa je pa rekel, ravno to, kar ste vi omenili, rekel, veste, mladi mož, sem rekel, ima sploh smisel tole nadaljevati. Prav, prva stvar, mladi mož, tole zaenkrat še niso skladbe, ampak so vaje. Ampak, jaz tu vidim nekaj, kar ta mlada generacija nima. Živost v glasbi. Zato mladi mož nadaljujte. Se nadaljeval. Ker je nekaj velikega, kako ste nadaljeval seveda. In sem šel naprej. In sem pač ta vzor Lutoslavskega, torej celo, kot vodilo celo življenje. Ne. To je bilo tisto najbolj dragoceno. Ampak kot rečeno, če se vrnemo k Škerlu na Akademiji za glasbo, drugače je bil zelo dober profesor, tudi njegova usmeritev v opere, to je bila genialna poteza. Mogoče kasneje nisva potem več toliko sodelovala po študiju, podobno bilo s Cerho, Friedrich Cerha in vrhunskih skladateljev, pedagogov tudi. Zelo nedogomatski je bil, na princip psihoanalize se z mano ukvarjal. On se je ukvarjal z mojimi deli, jaz njegovih sploh poznal, nisem ne študiral, ne kopiral. Enkrat je bila ena anekdota, mnogi Avstrijci so prišli, profesor, nisem mogel komponirati, nimam vdiha. Jaz sem seveda zmeri prinesel in pol je on je prav trpel, ko me je gledal moje skladbe, ampak enkrat je prinesel nekaj. 16 je bilo, ne, on je zmeri kolektivni pouk Cerha. Ti, to je pa dobro zdaj, ti si pa malo napredoval. Pa reče Cerha, no kaj pa še? Ja, sem rekel, ampak tole, ta postopek je pa malo diletantski, to mi pa ni všeč. Seveda bila to skladba od Cerhe, ki je on prepisoval za univerzalno edicijo. Kopiral. To je pač taka anekdotica, ampak je bilo čisto simpatično vse, brez posledic. Še kako vprašanje, komentar? Po mojem okoli libreta bi lahko se malo še ustavili, ne? Naprimer, libretist in skladatelj, ali pa vi sami, ki ste libretist. Kakšno znanje je potrebno, kako to izgleda, kadar se glasbeno tega loti, kadar ste pisatelj? Ja, mislim, da glasbeniki sami mogoče imajo ali imamo malo premalo znanja in talenta, največ večinoma. Ne da bi posploševal, ampak jaz mislim, da moraš biti nekoliko književnik, nekoliko literata. Če tega talenta osnovnega literarnega nimaš, je skoraj nemogoče napisati nek, bi rekel, literarno vredni libreto. Meni pa seveda zmeraj nekje pred očmi napisati en literarno vredni libreto. Ta mora imeti visoko vrednost. Verdi sam ni dober zgled. Verdi bi tudi žrtev takratnega pristopa opernih hiš, ki so ponujala zmeri tekste in librete za zastarelo vsebino 100 let nazaj. Zato deluje tako nekam nenaravno te njegove opere in tako slaboumno, tako slabotno tudi libreti sami. In zato pač mogoče tudi opero napačno ocenjujemo. Ampak opera gre v korak s časom in tudi libreto mora iti v korak s časom. Točno to tudi jaz menim. Namreč zdi se mi zelo nenavadno, ko imaš pristop, da sliši, mislim, to je bila pač recimo moja opaska na Žurajo Alavon, pred kratkim izveden, ne, v Ljubljani, mislim. Ravno to, kar se mi je zdelo, da je pač sam libret oziroma tekst, to sicer ni, pač ni zdaj opera, ne, ampak tekst enostavno, seveda mi smo še v prevodu lahko sledili in brali, ne, kako neaktualno, nesodoben, ne, kot da cuka nekje v preteklosti, v zadju ali pa celo,
najbrž je to, kar sprašuje tudi Nina, ne, res vprašanje, ki sva ga premalo obdelala. Prav stališča nas kot, recimo, da smo nekako srednja, literarno, iz literarnih krogov, ne. Kako je pa vam delati, a vam je teže delati z napisanim libretom ali vam je teže delati tako, da sami morate ustvariti? Nekje, če se spomnim, ste rekli, da pravzaprav vam je lažje, da sami napišete, zato imate to žiglico. Seveda, če pa nekdo nima, najbrž ne more. Ja, ampak napačen pristop je, jaz bi najprej tekst, pa pisal glasbo. To je nekje zelo obrtniško in neumetniško, namreč tekst se mora hkrati z glasbo porajati, oziroma hkrati, ko se tekst poraja, se tudi že glasba v grobi obliki, v zelo grobi obliki, kot neke vrste skica, ampak vendar se že poraja. Ker potem je ena enota in vse skupaj, organsko zraščeno. Sicer lahko, kot ste rekli, jaz žal te skladbe nisem slišal, ne moram soditi, ampak lahko deluje zelo tuje, zna biti. To je res... Koliko pa se sploh uči? Pisanje libreta tega, ne vem, tudi pri nas ne obstaja. Opere, librete, tudi koliko pa komponiranja opernih del, v bistvu na napisanem libretu, tudi ne. Se pravi, da pravzaprav zdaj sodobni v Sloveniji izobraževani komponisti nimajo. To ne imajo čudno. Je to možno? Možno. Vprašanje, koliko je v tujini tega, bi se moral vprašati, res, če sploh imajo in kje. To bi treba raziskati. Nekako potem se bolj predvideva, da se to nekako priuči komponist. Tako. Pa libertistov ni, ne, to je problem. Sicer jaz sem zdaj šla pogledati operna dela akademikov, študentov Akademije za glasbo. Je bil en krasen libertist, mlad fant. Edini tisti, ki so si sami libreta pisali, je bilo slabo. In taki ni bil, je bil iz literarnih vod? Ja, iz literarnih vod je bil. Se spomniš ime? Ne spomnim se, ampak se ga da najti. Mislim, da za 2 ali pa 3 opere napisal libreto. Krasno. Pa tudi pevac, ne, zato... Ampak je za druge napisal krasna libreta, ne, in to me malo, ne, zanima, ne, kako lahko... Ker se, ne, mogoče jaz ne vem, ali se učijo libreto pisati študenti, ki se vpišejo na literaturo, na primerjalno književnost, a je, obstaja? Se dejansko je samo predmet po novem šola kreativnega pisanja, oziroma predmet pisanja, to zdaj je, ne, ampak nekoč ni bilo nič, ne, sploh ni bilo šol kreativnega pisanja oziroma učenja. Recimo, mi smo imeli samo za pisanje kritike ali pa recenzije in še to en semester. Diplomati AGRFT so zelo spretni, kakšne režiserke in tako naprej, dramaturginje. To bi znali biti sposobni v tej smeri, ravno ne za librete, pa vendar znajo dobre tekste napisati. Kolikor toliko. To bi znalo biti nekje, ne? Na literaturi sami ne. To je na primer književnosti sigurno. Ne, zdaj vidim ta nov izziv, Štegr Juraj. No, se je pri scenaristiki bilo isto, ne, so to pač delavnice, ne, in se je filmom slovenskim to zelo poznalo in se še pozna. Je to velikokrat iz domače delavnice. Ker, ne vem, zakaj ni danes Gaussova krivulja hodi po glavi, ampak imaš prakse, ne, potem kar nekaj lahko izruhne, ampak drugače je, ne, če je večji lonc osnovni, ne, osnovna baza, ne. In je bilo ista škoda, iste sorte škoda. Se ne more biti, po moji logiki, na 2 milijona prebivalcev ne more biti v vseh stvarih, pač ne moreš se toliko specializirati vsem, no to je moja logika, ne. Ker ne more biti toliko ljudi, ta kritična masa je mogoče premajhna. Ja, ampak dobro, samo vse vemo, kako je, ne, če bi pa more biti nekdo drug predaval, pa ima afiniteto do tega, bi pa predmet bil, ne. Verjetno bi, ja. Jaz vem, da moj predmetnik je bil na filozofski fakulteti predvsem tudi od izbranih profesorjev, potem in
kaj so oni predali, njihove specialitete, so bile potem tudi to predmeti. Ne? No, jaz gledam na splošno, tudi v drugih poklicih, ne? Na nobeni fakulteti res tako, da bi dobil vse. Ne? To je odvisno od generacije, pa potem od profesorjev, pa od cel kup nekih, od tiste struje, kaj je takrat moderno, cel kup stvari. Vseh poklicih, ne? Mislim, vem pač da tudi nismo marsikaj nisi dobil. Ne, si. Jaz pač tako gledam to logiko. Ne? Zdaj, če to ne vem, Ameriki ali ne vem, prosim. Norvežani je samo 4 milijone, to je to. Ja, ampak je čist drug sistem, ne? Ja, sej o tem govoril, ne v številu prebivalstva. Ampak tudi v tem, ne, malo glede dobro, lahko rečemo športniki, ne, koliko je vrhunskih športnikov, ne? Ampak ne, to je malo tudi od generacije, zdaj ne vem, tudi verjetno na Nizozemskem vedno ni vse idealno, ne. No, jaz sem zdaj mogoče aplicirala tudi kam drugam, ker ne poznam toliko te glasbene vode dobro, ne, ampak pač. Tomaž, kaj zdaj nastaja pri vas? Želja po nastajanju, ne? Mislim, po ustvarjanju, po nastajanju nove glasbe. To ste rekli, da ste vseh teh žarometov, ker očitno ste bolj vajeni, oziroma se to prija, ampak ni vam očitno dovolj satisfaktivno, ali kako se temu reče, se predajate ustvarjanju. Ja, seveda. Torej naprej, seveda nastaja opere, 11, 12, 10 torej, ja, torej 10 jih je. Zdaj, 11, 12, 13. 11 sem seveda posegel čisto, najprej sem se moral ukvarjati s Cankarjem, zdaj 2 meseca dolgo, sem za SAZU pripravljal en referat za simpozij, tematika hrepenenja v Cankarjevih delih, oziroma tragičnost hrepenenja. In na osnovi tega sem seveda se spet poglabljal v Cankarja, pozval tu še moje osebne izkušnje. In kot rečeno, jaz nisem samo nekaj študijev končal in študiral, ampak sem tudi zamenjal nekaj poklicov v življenju. Med drugim sem bil tudi terapevt v umobolnici v hiši Marije Pomočnice, to je hiralnica na Dunaju. Cankar je to zabeležil seveda v svojem čudovitem romanu in rekel sem, zakaj bi iskal nekaj 10., če pa lahko iz lastne izkušnje govorim. Jaz pa to od znotraj poznam, vse to trpljenje. Nam je blizu ta roman, ta kratki roman. Tam je blizu, ja. Tudi meni. Ja, zanimivo, ja. Vrabci anarhisti. Prosim? Ste vrabci anarhisti. Vrabček anarhist nastopil. Ja. In skratka je nastaja in zdaj seveda tako. Tako da potrebujem malo tišine, potem pa bo začelo nastajati. A kot terapevt ste delali tako, da ste pravzaprav z glasbo mehčali? Ja, mehčaš ljudi, ampak seveda tu so uspeh je izjemno omejen, to hitro gotoviš po parih dneh, da iz tega nič ne bo, ampak nekako ljudem polepšaš življenje, mogoče samo toliko. So pa to kar take zelo pomembne izkušnje, skoraj že eksistencialno obarvane pomembne izkušnje, tako da tam sem zaznal tudi rekvijem. In delal sem tam po protekciji, ker sem imel dolgove, sem pač tam delal. In zadnja, ki ste rekli, da je tudi, da je že a ste zdaj že vse 3 našteli? Ne. Zdaj potem pa še mogoče 12, če sem vam kaj zmenil z Avstrijci, pa potem še 13, ki ne bi bila posebej provokativna za Slovenijo. Mednarodno provokativna bomo pač videli nekako spet moje vizije, moje osebne izkušnje, tak zanimiv tekst bomo videli. In kako doživljate prostor glede na to, da ste med Ljubljano, Mariborom in Dunajem, pa še naokoli? To je pač ena življenjska potreba. Jaz ne bi mogel biti cel čas na enem istem kraju. Tako da sem vesel, ko se z Maribora peljem na Dunaj in z vsakim kilometrom odpade nekaj slabih izkušenj, skrbi, problemov in obratno seveda. In to je najbolj pomembno, da se človek tako oplaja in da tudi sam daje in jemlje. Zelo pomembno. Pa da duša kroži, da cel čas kroži, tudi fizično moraš krožiti. Tomaž Svete, hvala, da ste prišli, hvala, da ste vse to podelili z nami.
iskrene čestitke za nagrado. Hvala vsem vam, da ste poslušali in sodelovali v tem pogovoru. Želim vam uspešno pri novih zasnovah oziroma pri vseh treh operah in vsem ostalem tudi pedagoškem delu. Zdaj pa vam samo dajem roko in čestitam in vas vabim, da vabim, da nas zdravim.